Dober dan, dobrodošli nazaj. Skratka, bova kar začeli s pogovorom. Zelo sem vesela, Natalija, da se bom danes pogovarjala z vami. Tako je to nenavadno, a ne, kadar recimo se preseliš s filmom v kakšen čas ali pa prostor, ki ti ni tako zelo domač. Čas mi je že domač, a ne, da ne bo pomote, ampak v kakšen prostor, ki ga ne poznaš tako dobro, je en tak prijeten občutek, kadar je za gosta nekdo, ki veš, da te stvari dobro pozna, da je to njegovo polje, in potem se počutiš naenkrat kar nekam bolj varnega. Zdaj, ta film, a ne, zdajle, vi ste ga gledala včeraj, a ne, jaz sem ga zdaj danes ponovno si ogledala in tako je neverjetno, da v tem mrazu, a ne, s tem vlakom, ko potujemo, je na neki način tako iz tistega trdega, tesnega, grobega prostora, tako kot se vsak zase včasih počuti, da niti nisi v stiku sam s sabo, da si tuj, da je to eno obdobje, ki je tako nekam čas, ki ti je tuj, sam si zelo osamljen in hkrati pa, a ne, potem naenkrat mogoče zagledaš nekoga drugega in recimo zdaj danes, ko sem jaz ta film tretjič gledala, prvič sem ga že davno nazaj, sem ga že precej pozabila, samo en občutek je ostal, ampak je toliko ene topline in toliko ene toliko lepega, ne, pravzaprav v teh pogledih, ko zagledaš drugega. Tudi v filmu se, a ne, Laura večkrat tam, ko govori, a ne, o tej svoji partnerki, se jo ne pogrešam tako zelo, ampak tako mi je bilo lepo, kako me ta Irina gleda. In pravzaprav gre za te poglede, kako zagledati drugega in kako zagledati sebe. Zdaj, to me je pravzaprav zdajle prešinilo, ne, na koncu tega filma. In kot sem že prej na začetku povedala, Natalija, sem vas že predstavila, a ne, vi ste pač profesorica na Fakulteti za družbene vede, na katedri za kulturologijo, ste tudi raziskovalka, ukvarjate se seveda s kulturo v svojih, a ne, pri svojem delu s kulturnimi študijami, še posebej s filmskimi študijami in še prav posebej, a ne, tudi s postsovjetskim filmom, no. Tako da mogoče vas najprej čisto za vaš osebni pogled, a ne, vprašam, kako ste vi doživela ta film, čisto za začetek, a ne. Ja, Irena, najprej hvala lepa za to povabilo in izjemno prijazno predstavitev. Hvala tudi ekipi Kinodvora. Veseli me, da sem lahko danes tukaj, ker sem v bistvu sama, sem ta film gledala res je včeraj, ko sem se pripravljala na pogovor. Gledala sem ga pa tudi kakšno leto nazaj, nekega zimskega večera. In moram reči, da sem bila pred ogledom nekoliko skeptična, nisem vedela točno, kaj pričakovati in mogoče sem osebno rahlo alergična na izrazito nostalgične in prirejene zgodbe. Ampak tako kot vas je tudi mene ta film izjemno povlekel, no. Nisem se sicer otresla občutka, da gre v veliki meri za pravljico, ampak ne za pravljico z negativno konotacijo, se pravi, da takih stvari ni, ampak za pravljico, kot jih dostikrat pišejo režiserji, ki v bistvu ustvarjajo filme spomine. Se pravi, gre za zgodbo, ki se seveda ni zgodila, ampak bi se mogoče lahko. Se pravi, na izjemno lep način se mi zdi, da ta film najprej vrže pred gledalko, pred gledalca določene stereotipe, potem pa se z njimi poigrava in jih razbija in na koncu imamo občutek, da smo se res spoprijateljili s tema dvema junakoma, ki verjetno nista nikoli mislila, da bi to lahko bila. Se pravi, ta občutek neke lepe nostalgije, neke naracije, pripovedi, ki je izvirna, ki emancipira, ki daje moč tem nenavadnim junakom in ki nam približa nek čas skozi, mislim, z različnimi prijemi, od barvne palete do glasbene podlage, ki je res značilna za 90. leta v Rusiji, ne. Do v bistvu teh raznih stereotipnih vložkov, s katerimi se junaki, predvsem glavna junaka, res aktivno spoprijemata, ne. Vse to mi je ostalo v spominu in mislim, da ja, nekako zaokroža tisti prvi vtis. Zdaj ta 90. leta, a ne,
recimo to seveda mi vsi dobro se spomnimo še teh let, a ne, in tudi, a ne, sploh ta komad, a ne, tega prepoznamo. Zdaj, kar se ruske glasbe tiče, a ne, to mogoče vseeno malo manj poznamo, pa vendar, recimo, no, zanimivo mi je to, a ne, s to nostalgijo, a ne, in s to romantiko, a ne. Jaz sem o tem, sem poslušala namreč pogovor Varje Močnik z režiserjem, a ne, ki je bil pač na eni projekciji in mi je bilo zanimivo, tega režiserja finskega pač poznamo po filmu Najsrečnejši dan Olija Makija, ki smo si ga lahko ogledali tudi v Kinodvoru, in tisti je bil en tak romantičen film o poklicnem boksarju, temelječ na resničnih dogodkih, a hkrati je bila to ena taka res ena taka romantična zgodba o ljubezni, ne, tam, kako sta se našla in ostala potem skupaj celo življenje in kako je bila ljubezen bolj pomembna od boksa. No, ampak ob tem pogovoru, ko ga je imela Varja Močnik z režiserjem, sem pravzaprav razmišljala in zdaj, ko ste vi to omenila, a ne, ta v bistvu skorajda kot pravljica, mene pravzaprav očitno malo pravljice, a ne, privlačijo, a ne, v smislu, navsezadnje, a ne, delam tudi s knjigami za otroke in sem veliko v stiku s pravljicami in je to po eni strani pravljica, po drugi strani te pa spodbudi, da na nek način razmišljaš, a ne, o tem, kje pa sploh si, a ne, kaj neki simboli, ki seveda niso resnični. Zdaj, ta film je nastal po knjigi, a ne, ampak tudi sam režiser je razlagal v tem pogovoru, da je to bilo bolj za inspiracijo, ne. V resnici se ta zgodba dogaja o Mongoliji, gre za dosti starejšega moškega, skratka, šlo je za inspiracijo te poti na vlaku, a ne, ki in tudi sam je razmišljal, v kater čas naj to predstavi, a ne, in se je pol nekako odločil, a ne, so scenaristi, da pač bi to dali v 90. leta, tudi zato, da je na nek način bilo to nekam bolj lahko realno, a ne, na tem snemanju, a ne. Mogoče še predno, ali pa mogoče je zdaj čas, da še vi malo poodmevate, kako ste vi videli film, a ne, da ne bova kar tekli naprej. Tako da, kdor bi želel kaj, Meta, dajte vi, sem prav vesela. Hvala lepa. Ja, jaz bi rekla, da je to en slavospev prijateljstvu in da ga tam najdeš, kjer ga najmanj pričakuješ. Samo, če si vzameš čas zanj. Ker ne, mi gledamo skozi oči te finske mladenke, ne, in je odvraten, z eno besedo, ne, ta fant, in kako, meni je zanimalo, kje je ta prelom nastal, kaj se je moralo zgoditi, da je ta človek opustil to svojo površno, odvratno, prostaško vedenje in pokazal svoje pravo človeško srce, ne? To je kar v resnici v njem. In res, jaz mislim, eno tako povabilo je za moje pojme ta film, lahko smo prijatelji, če vidimo v drugem človeku človeka. In zelo me je tudi to pretreslo, ne, njen rojak jo okrade, ta tujci pa pravzaprav uresniči njeno največjo željo. To ste tako lepo povedala. Bi še kdo kaj dodal? Tamle zadaj se mi zdi. Gospa, ja, ste samo razlagala. Še kdo? Aha, no, Meta, res hvala za te besede, a ne, na nek način prijateljstvo, človečnost. Bi se potem mogoče še malo kasneje dotaknile te nostalgije, pa vendar mogoče ta utesnjenost, a ne, pač na tej poti na vlaku. Zdaj seveda, nekateri ta film so primerjali, Nasidanje so primerjali z filmom Predzoro, a ne, kjer se tudi, a ne, tam oba junaka, a ne, najdeta in si veliko pripovedujeta. Čist druga dinamika je, a ne. Tukaj bi lahko rekla, ne, gre za tak film poti, hkrati si pa s to potjo na vlaku ves čas utesnjen. In te občutke, ki ste vi, Meta, zdaj tudi, ki gre, na nek način je ta fant, a ne, hoče pač uživati, popiva, deluje grob, a ne, celo malo neotesan, a ne, na začetku, ko pravi, prodajaš svoje telo, a ne, z gršimi besedami. Zdaj, a ne,
Film je tudi tako posnet, da je zelo veliko posneta na samem, na res premikajočem vlaku. Kako ste vi to videla, ne? Sploh se pravi ta pristop režiserjev? Film posnet na vlaku se mi zdi lepo simptomatičen za nek sovjetski in postsovjetski prostor. Vlak je neka infrastruktura, ki po svoje omogoča nepredvidena in nepredvidljiva srečanja, ker nikoli ne veš, s kom se boš znašel v vagonu oziroma v kupeju. Po drugi strani pa so ta srečanja drugačne narave, kot so v recimo ameriškem filmu Ceste, ne? Ker imaš v bistvu nad avtomobilom precej več nadzora, kot ga imaš nad vlakom. Od tu se mi zdi izvira majčkeno ta občutek utesnjenosti, tudi mogoče občutek neke prisilne kolektivne pripadnosti, ne? Ker ne glede na to, koliko so ti ljudje pač neotesani in grobi in ta sprevodnica recimo je tudi en tak tipski lik, ki ga lahko res še zdaj dostikrat zasledite na vlaku, če potujete po Rusiji, ne? Se pravi, po eni strani pač imajo neke svoje karakterje in so ujeti v to prisiljeno kolektivnost, po drugi strani pa ta kolektivnost narekuje tudi vsaj neko mero spoštovanja, ne? In tudi pri Ljohi, pri tem čudnem junaku, pri tem fantu, po eni strani res buta ven neka robatost, neotesanost, rad bi popival, po drugi strani pa se on drži verjetno nekih, po njegovih pojmih, nekih kanonov prijaznosti in pa obnašanja na dolgem popotovanju z vlakom. Pot iz Moskve do Murmanska traja med 30 in 40 ur, ne? In zdaj on je pač nek delavec, verjetno to pot opravlja redno ali pa vsaj približno redno, ne vemo, ne? In izhajajoč iz njegove neke matrike obnašanja, iz njegovih težav, obvladovanja čustev, verjetno tudi dolgčasa, je mogoče malo lažje razumeti, kako si on predstavlja neko zabavno in prijateljsko potovanje z vlakom. Zdaj, strani Laure je situacija seveda izrazito drugačna, ne? Ona si je to pot zamišljala kot neko romantično pot na sever, pri čemer se mi tukaj zdi, da je že tu na začetku je tak nek pravljični moment, ne? Zdaj, če ste vi profesorica arheologije, kot je njena ljubimka Irina, ne? Je po mojem relativno malo verjetno, da boste resno predlagali svoji partnerki pot v Arktiko po zimi z vlakom gledati petroglife, ne? Ker vseeno ni toliko težko pogruntati, da se zna marsikaj zaplesti oziroma da to potovanje ni zares izvedljivo, ne? Tako da se mi zdi to en tak pravljični moment, ki našo junakinjo požene ven iz neke cone udobja in jo tudi prisili k temu, da pravzaprav spozna, da ta cona udobja sploh ni bila udobna, kot mi skozi kamero gledamo že od začetka filma. In ko ste, gospa Meta, govorili o točki preloma, se pravi, kdaj se začne oblikovati prijateljstvo, se mi zdi, da je tukaj zelo zanimiv in učinkovit prijem, režijski prijem, ta moment kraje kamere. Se pravi, na točki, ko se Laura zave, da nima več spominov, nostalgičnih spominov, v katere lahko pobegne, se meni osebno zdi, da se začne drugače spopadati s tisto situacijo, v kateri se je znašla. Kot da bi se v tistem trenutku na nek način bolj približala sebi. In zdaj, če se vrnemo mogoče na začetek tega filma, v tem stanovanju, a ne, Irine, te njene ljubimke, kjer je pač cel kup nekih intelektualcev, pač te igre, a ne, da citirajo iz različnih romanov in ugibajo, mislim, sej, to je pač tako prikazano, ampak vendarle ta želja, to na nek način oboževanje Laure, a ne, tega sveta, tega načina življenja kot mlade študentke, kako ste vi to videla? Želela sem se poglobiti v ta moment in spet sem naletela na kar nekaj nejasnosti. Recimo ta zabava, ki jo organizira Irina, se pravi poslovilna zabava za Lauro, njeno partnerko, ki naj bi šla na dolgo pot, ne, vključuje tudi moment, kjer v bistvu Irina predstavlja Lauro svojim prijateljem, ne da bi omenjala njeno ime, mislim, da se Laurino ime v filmu pojavi, se sploh ne pojavi, ne? Kar je zelo zanimivo z vidika
čiste same pripovedi je čudno, da si z nekom več mesecev, vsaj če ne celi 2 leti partner, pa tvoji prijatelji tega človeka ne poznajo. Ne? Tako da ja, najprej sem se zapičila v te scenaristične nedoslednosti. Potem mi je bilo tudi zanimivo, se pravi, ko sem brala kritike tega filma, je nekdo omenil, da je ta film pravzaprav bližje ruski kinematografiji, kakor pa finski kinematografiji, kolikor lahko sploh govorimo o nekih nacionalnih estetikah. Nad to mislijo sem se zamislila in v resnici se mi zdi, da bi ta film lahko brali kot odgovor raznim postsovjetskim filmom, ki tematizirajo v bistvu postsovjetsko rusko realnost in ki se prav tako, ne bom rekla poigravajo, ampak ki se tudi osredotočajo na te postsocialistične infrastrukture, se pravi razpadajoče fasade, stare vlake, stare avtomobile in tako dalje. Ampak pravzaprav v teh ruskih variantah ne vidimo veliko tujcev zares. Tukaj pa je v vlogo protagonistke postavljena Finka, ki ruščino govori z izrazitim naglasom in ki v dobri maniri, se pravi sociolog Georg Simmel je veliko pisal o tem, kako tujec lahko v bistvu diagnosticira družbo, v kateri se znajde. Ne? Tudi Irina v bistvu zelo lepo osvetli vse razne nedoslednosti, površnosti, pretencioznost nekih teh moskovskih, meščanskih, intelektualnih krogov. Tako da spraševali ste po začetku filma, kaj se zgodi, ko se Laura znajde v Irininem stanovanju. Zgodi se marsikaj. Spoznamo, da v bistvu njena percepcija, njenega razmerja z Irino verjetno ni najbolj objektivna. Spoznamo tudi, da ta visoka družba v narekovajih v Moskvi mogoče tudi ni tako zelo nobel, ni tako zelo človeška, ker se iz te uboge študentke skoraj da norčujejo. Tako da tudi recimo omeni tista, da v bistvu samo živi pri njej, ne, skratka, sploh je ne vzamejo kot del, del te družbe. Ne? Tako. Ja. Tretja stvar, ki se pa zgodi, pa se mi zdi izredno pomembna z vidika karakterizacije Laure, te finske junakinje, je pa to, da se ona odloči iti na to pot. In potem z vsakim korakom na poti v bistvu prioritizira sebe, ne, pač kot čebule pač odpadajo različne plasti, se pravi v Peterburgu se ustavi, poskuša poklicati Irino in že izhajajoč iz tona Irinine glasu in iz njene pač malomarne opazke, se me že ne pogrešaš oziroma se ja ne misliš že na tej točki vrniti nazaj, se odloča, da jo mogoče srce vseeno žene nekam drugam. To se mi zdi zelo poetično in na tak lep način pravlično. Mogoče še to, a ne? Zdaj, mogoče se tle dotakneva, prej na začetku midve se z gospo Natalijo ne poznava, smo prvič zdaj srečali, a ne? Sem vprašala, če je ona že tudi potovala, a ne, se pravi z vlakom, pa ste mi povedali, da ste v drugo smer. Pa vendar ta pot z vlakom je tudi nam, a ne, tukaj na tak način, take poti z vlakom lahko domača, a ne, zaposleni na vlaku, pač časi, a ne, so bili, da se je na vlakih v kupejih kadilo, vse stlačeno, način prehranjevanja, tudi tega, a ne, da si stisnjena, ne, s kakšnimi ljudmi, ki ti niso tako zelo domači ali pa blizu. Mogoče pa vendarle vi pa zares o svoji izkušnji kaj poveste, ki je šla sicer v drugo smer? Ja, jaz sem nekajkrat potovala s temi ruskimi vlaki, nekajkrat na relaciji Moskva-Kijev, prvič, mislim, da leta 97, še z babico, se pravi, dejansko imam neko to primarno prav 90 leta. Ja, prav 90-ih, prav tako sva se znašli v kupeju. Nažalost nisva srečali nobenega takega sopotnika, kot je tale Ljoha, no. Sva pa pili čaj iz teh steklenih kozarcev s kovinskimi podstavki in zame, jaz sem bila takrat še otrok, je bilo vse skupaj neznansko zabavno. Takrat se je na vlakih še smelo kaditi in piti. Temu zdaj ni več tako, že kar nekaj let.
Nazadnje sem z ruskimi vlaki potovala leta 2018, ko sva se s prijateljico podali na pot iz Moskve do Irkutska. Tam nisva vzeli kupeja. Moja bolj izkušena, kar se vlakov tiče, prijateljica je rekla, da je v resnici mogoče manj klavstrofobično, če vzameš najcenejšo vozovnico in se pelješ v skupnem vagonu, kjer v bistvu postelje niso, oziroma pogradi niso ločene, a ne z zidovi. In v resnici je res, ker če imaš vagon, kjer 60 ljudi v bistvu spi v enem prostoru, je to lahko, se tam lahko lažje zares diha, kakor pa če se znajdeš v kupeju, ki ga moraš deliti z enim ali dvema tujcema. Tista pot je bila zelo zanimiva, zdaj bolj kot se oddaljuje človek, mislim, bolj ko se usmerjaš ali na sever ali na vzhod Rusije, večje so razdalje. Se pravi, vsako naslednje mesto je več ur z vlakom daleč stran. Zato smo šli samo do Irkutska, ker potem iz Irkutska do Habarovska mislim, da je pot čez 40 ur in smo se raje poslužili drugih transportnih sredstev. Tako da ja, ta film je mene vsekakor tudi spomnil na to, kaj to pomeni po, ne vem, 12, 13, 18 ur skupaj preživeti na vlaku. Se pravi, tudi ti prizori, kjer se junak Ljoha, kjer si vzame odmor in se začne igrati sam s sabo in s snegom in pade na tračnice, ne? Po toliko urah preživetih na vlaku z neko punco, ki se noče zares družiti s tabo, ne, si malo lažje predstavljaš, kako ti pride na pamet kaj tako neumnega. Kaj pa, Natalija, ta prizor, ne, ko obiščata to gospo, ne, to babuško, ne, režiser je povedal, ne, da pravzaprav ta gospa resnično, ne, tam živi, ne, da je pravzaprav da dejansko je to na tak način. Ne, kako ste pa vi to recimo doživela? No, zame je bilo tudi nenavadno, ne, to, da pa če cela noč potem lahko nekje druge prespiš, ne, pa tako. No, se pravi, tako kot ne se je on začel igrati, ne, se pravi, te stiki, ne, na teh postajah vmes z ljudmi, ne. Tega jaz osebno nisem doživela, ampak ja, to ni daleč od resnice. Se pravi, ljudje, ki redno ali pa na pol redno prakticirajo tako dolge poti, seveda zelo cenijo možnost, da padejo ven iz te izkušnje vlaka, ne, kjer si pač ujet v majhen prostor, nabit z ljudmi, ki ti niso nujno blizu. In zelo fino je, če lahko nekje sredi poti v bistvu presekaš to monotono pot in navežeš oziroma obnoviš stike s kakšnim sorodnikom, prijateljem, prijateljico, ki je že dolgo nisi videl. Zelo mi je bilo všeč, na kakšen način je Ljoha govoril o tej gospe z neznano zares družbeno vlogo. Se pravi, zelo veliko je bilo tukaj neke medgeneracijske solidarnosti, ljubezni, prijateljstva in mogoče je bil to tudi eden od prijemov, s katerim je režiser potenciral to, da je prijateljstvo med Ljoho in Lauro vendarle možno, ne, da ni tako zelo znanstveno fantastično. Izvolite, Irena. Nekaj bi Irena povedala, vprašala. Pozdravljeni, saj ne vem niti kako ne formuliram, ampak v resnici se zelo strinjam s prvo govornico, ki je opisala ta film, kako ga je videla. Tudi jaz sem ga tako videla in sploh ne vem, meni v tem filmu ni prav nič pravljičnega. Kje ste videli pravljico? Okej. Meni je bil strašno topel, prijeten film. Tudi mogoče malo nostalgičen, ker tudi jaz osebno hranim eno spomin potovanja z vlakom iz Moskve do takrat Leningrada z rdečo zvezdo, ampak to je bilo tam v začetku 70-ih let, ko je moja nekdanja fakulteta z drugim imenom, kjer vi zdaj predavate, gojila redna absolventska potovanja v Sovjetsko zvezo. In smo potovali celo noč na podoben način v vagon kušet s kondukterkami, s takim čajem,
Jaz se sam spomnim, mislim, Prav tako s takim čajem, kot je tukaj. Ja, 2-3 nadstropji ležišč, tako zelo ala taborišče sistem, da si splezal gor, imel si neko zavesico in to je bila vsa intima. Itak pa nismo spali, ker smo bili mladi študentje in smo se ukrcali na ta vlak v Moskvi s polnimi nahrbtniki šampanjca in tako naprej. Lep film je, zelo lep film. Jaz ne morem soditi o tem, koliko je nostalgičen, ker pač nisem Rusinja niti Finka. Zdi se mi pa, da je tukaj še en trenutek, ki bi rekla, da se to lahko zgodi samo med pripadnikoma teh dveh nacij. Ne? Jaz sem zdaj mogoče preveč pod vtisom finske literature in teh odštekanih finskih knjig, ampak to dekle, za katerega nisem vedela, kako je ime, ker nisem nič prebrala pred tem o tem filmu, je enostavno en tak odprt človek, kot Finci, kolikor jih jaz poznam jih veliko, 1, 2, 3 sem srečala. Oni so tako zelo odprti, ne? In verjetno so tudi Rusi taki, imam občutek, kolikor jih poznam skozi literaturo, osebno nisem, mogoče sem eno Rusinjo pred leti spoznala. Tako da je nekaj takega možno, se mi zdi, na tem vlaku, v tem klavstrofobičnem prostoru, samo med eno odštekano Finko in enim malo preflikljenim Rusom, ki je najprej napadel kot moški in ki je ugotovil, da pač ne bo nič, in ko je ona celo povedala skozi pripoved v kameri, da ima rajši ženske, se je temu hitro adaptiral in kje je bil ta prelom, mogoče res to razočaranje tega dekleta, da jo je izdal in prevaral tako rekoč rojak, ki ga je vzela po moje zato v kupe, da bi jo malo zaščitil pred tem nasilnikom v narekovajih, in se je izkazalo, da je kako napačno pravzaprav sodimo ljudi, ne? In konc mi je pa sploh fenomenalen. Prvič, da je on pomagal uresničiti pot, videla, tako tam nista nič, ne. Jaz sploh ne vem, če to obstaja, tam v Murmansku verjetno obstaja. Ampak, in še to bi rekla, nič pravličnega tudi ni v tem, da je šla na pot. V bistvu jo je nagovorila njena partnerica na to pot in se je potem skrila za delo in umaknila, ampak njo je vseeno tiščala na pot, kar pomeni, da je želela, da se ta zveza konča. Ne? In to je to dekle spoznalo na poti, postopno, in to spoznanje jo je osvobodilo na en način. Ne? Če pomislite na končne scene v snegu, tam, kjer sta tako dva otroka, je ona sprejela slovo od prejšnjega življenja in je tudi verjetno odprla neke nove registre, ker je ena taka odštekana Finka. Ja, to je res, ne, da je ta film ravno v tem tako neizmerno lep. In kar se te pravličnosti tiče, ne, jaz sem to razumela bolj v tem smislu, da ne da je to pravljica, ampak kako lahko neka taka z neko konstrukcijo potem na simbolen način prikažeš tisto, kar je najbolj pomembno, ne, ta človečnost in kako zagledati sebe in drugega. Ne. Z vsem, kar ste povedala, ne, to vse zelo drži, ne, in to nekako počasi pridemo do tega, ne, do te kako se sploh zazret. Ne. Recimo meni je ta scena, ne, znotraj telefonske govorilnice, ne, ko ona pravzaprav je na nek način razočarana. Aha, še zgoraj je eno vprašanje, se opravičujem, zgoraj bolj slabo vidim. Zdaj vas pa vidim, izvolite. Ja, upam, da to dela. Dela. Zgoraj smo malo tako, a ne? Se opravičujem, ja, ker je kar tema, pa ne vidim. Ja, res je. Jaz sem vesela za še en tak road movie ali pa train movie, orkester pa zdaj tole.
Moram reči, da jaz tega ne bi doživela filma, ker jaz bi šla na prvi postaji dol, pa nazaj v Moskvo, ker sem tako malo bolj zatrta, kar se teh odnosov tiče. A ne, mi ne bi bila dana ta priložnost, ki je bila dana mnogim ljudem, a ne, ki so se tako lepo družili. Sem pa tudi jaz takoj stopila v cono romantičnega, neresničnega ali pa drugačnega, pa ne zato, da se to ni možno zgoditi, ampak zaradi tega, ker je ta film pokazal to, kar pa verjetno vsa ta naša generacija želi povedati ljudem, pa recimo otrokom, lastnim pa vnukom, ne sodi človeka, kot rečemo zelo žargonsko, na prvo žogo. A ne? To je pa tisto, kar si naredimo neko sodbo, da je človek tak, da z njim ne bomo mogli spregovoriti prijazne besede, da ne bomo našli v njem ničesar takega, kar imamo tudi sami. A ne? In to se je meni zdelo tudi zelo. Ona dva sta odkrila, da imata drug drugemu neke podobnosti, a ne? Se s takim človekom se lahko pač družiš. Jaz sem mnoga leta potovala z vlakom, ne na taki dolgi razdalji, ampak sem se v službo vozila. Iz Logatca v Ljubljano in nazaj. To ni nobeno posebno potovanje, ampak ljudi spoznaš pa toliko, da je prav neverjetno. Predvsem mlade ljudi sem spoznavala, ker sem se pač v šolo, v službo vozila. In moram reči, da takrat sem pa zgubila mnogo tistega, kar sodiš, so mladi, sam pijejo, sam kadijo, sam kakšne druge. Jih spoznaš v neki taki intimni povezanosti, v neki stiski, v neki žalosti, ker so se tudi zjokali zraven tebe, a ne? In to se mi zdi, da je tudi ta film nam dal, da sta se ona dva pravzaprav uspela drug na drugega nasloniti, če se spomnite, sta oba jokala, a ne, tam. Drug v drugmu najti človeka, pa eno toplo človeško bitje, a ne. Bilo mi je pa tudi všeč tista scena iz Titanika, moram povedati, a ne, ko sta ležala sicer v snegu, pa gledala zvezde, bi bila tudi svetloba taka. Tako da je to en tak pravzaprav film, ki je super, da je malo pravličen, ker to tudi potrebujemo, a ne, da verjamemo, da se vsi ti lepi odnosi med ljudmi lahko in se morajo dogajati. Hvala. Lepo. Je še kdo zgoraj? Aha, ne, ker tam se kar tako, tu se tema vidi. Natalija, kaj bi vi dodala temu? Jaz mislim, da je še komentar. Ja, Lahko? še en, tukaj. Jaz bi se sam... Zdaj pa sem gor gledala, se upravičujem, ja. V redu. Na prvo sogovornico, no, ki je govorila o tisti, ki je ta točka preloma. Jaz sem jo videla bolj z očmi tega fanta, ko so tam proslavljali v tistem jedilnem vagonu, ko je ona, ali ne vem, kje je že bilo, ki mu je dala sliko, ki jo je narisala s pečka. Takrat se mi je zdel, da je on dobil nekaj tacga, čist ga je vrgel. Takrat se mi zdi, da je se pri njemu obrnil, ne? Da je od nje dobil, da ga je ona risala in ta slika je bila tist, ki se je pri njemu premaknil. In v filmu se mi zdel pa višek, pač tako, kot sem jaz doživela, tam, ko sta se objela v polu vagonu noter, pa ko so se v njegovih očeh tista svetloba, mislim, da je bilo takrat ta glava, no? Mislim, ko sta se sam držala in on nekako ni mogel, mislim, takrat se je odprl čisto, tako se mi je zdelo, no? To se mi zdi po tej človeški plati, no? Pa je šlo pa pač naprej v drugo smer, oziroma možnosti so se odprle, no? Ja, jaz ob tisti sliki, ki mu jo je darovala, ko je to v roke vzel, ne, se on je rekel, to sem jaz, ne, ampak ta slika je bila seveda, tako je bil lep na tej sliki, ne mislim, da je bil lepo narisan, ampak ta lepota, ki jo je ona videla pri njem, ne, ko je spal, jo je tudi on zagledal, no, in je bil pravzaprav, jaz sem to tako videla, da je bil tudi sam presenečen, da je to videla, ne, in da ga je to tako na nek način se ga globoko dotaknilo, ne.
Ja, meni se tudi zdi, da so ti pogledi, subjektivni pogledi, zelo pomembna rdeča nit celega filma. Po eni strani imamo junakinjo, ki sama napove, kot smo že omenjali, ne, da ji je bilo na Irini, na njeni punci najbolj všeč, kako jo je gledala. Po drugi strani imamo to kamero kot nek mehaničen medij oziroma kot nek instrument za beleženje lastnega pogleda. Potem se žal, mislim, ali pa na srečo, no, potem te kamere ni več in potem je ta akt, to dejanje risanja in ona v bistvu nekako vzame svoj pogled res v svoje roke, dobesedno, in naslika nekaj zelo lepega. No. Mislim, se mi zdi, da je tukaj še bolj nek proaktiven ta akt, to dejanje, obvladovanje lastnega pogleda, artikulacija tega, kako ona v bistvu zares doživlja tega fanta oziroma kakšen on je skozi njene oči in pod njenimi prsti. To se mi zdi, se je tudi meni zdela zelo zanimiva in tudi prelomna točka, ta moment darovanja slike. Zdaj, film je dobil res veliko nagrad, a ne? In režiser, v bistvu vidiš pri tem filmu, zdaj pač to je zdaj drugi film, ki sem jaz od njega gledala, kako zna to, kar ste vse ve govorile, kako na nek način zna on s to kamero ujeti, da nam pokaže te rahločutne trenutke, ne? Ki so pa, mislim, ki te pa na nek način ustavijo, a ne? In da to sploh zaznaš, no? In to je res tako mojstersko izpeljano, ne? Zanimivo je tudi v tem pogovoru, ko sem ga poslušala, ta fanta, ne, ki potem ukrade kamero, tega pač pozna, celo sta nekaj skupaj igrala v enem bendu, a ne. Na nek način je tudi povedal, da seveda je bila to inspiracija, ta roman, ampak hkrati, da on potem v procesu snemanja zelo se seveda prej pogovarjajo o tem, kako bojo določene stvari naredili, ampak hkrati pa prepusti, da grejo stvari tudi majčkeno svojo pot. No, in to se mi zdi en tak zanimiv način, a ne, da da to svobodo. Hkrati je pa tudi govoril o tej svobodi, da on te svobode potovanj ne doživlja kot svobode v tem smislu, da kaj lahko doživiš, ampak da so ta naključja, ki ti potem nekaj sporočijo, a ne, in da je to hotel tudi s tem filmom, a ne, da drugače zagledaš določene stvari, ne, pokazati. Ja, to ste zelo lepo povedali. Mislim, vedno je nek moment scenarija in nekih smernic. Se pa tudi meni zdi, da se v tem filmu zelo lepo kaže, koliko je neke ne vnaprej upovedane ali pa zapovedane interakcije, neke bližine in se mi zdi, da se to zelo lepo pozna. Mislim, saj tudi gibanje kamere je dostikrat tako, da res vdre v intimni prostor, ne, posameznih likov. Tudi svetloba je taka, da poudarja občutek intimnosti, pa v bistvu tudi ta moment, da sveta okoli nas ne bomo nikoli mogli zares zelo, zelo natančno videti, ne, vse je v nekih meglicah. Barve so take, da res pričakuješ zelo veliko naključij zaradi tega, ker nimaš zares vpogleda. Hkrati pa gre za film, ki ima dosti jasne in dosti močne osnovne simbolne koordinate. Meni se osebno zdi tudi pomemben ta vidik, se pravi Finke, ne, Finska kot specifična soseda Rusije, se pravi kot država, s katero je imela Rusija dolga leta, stoletja, no, napete odnose, ne, tudi pač borbe glede teritorija. Še zdaj imajo zelo veliko v bistvu staroselcev, ne, ki so na obeh straneh meje. In se mi zdi simbolno zelo pomembno, da imamo tukaj finsko junakinjo, ki se poda na pot, v bistvu prepotuje pot, ki je čist paralelna rusko-finski meji, a ne pa še prej baltskim državam. Tako da pa še to simbolno, to potovanje navzgor je v bistvu tudi zelo povedno, ne, z pripovednega vidika. Tako da se mi zdi, da ima film zelo močan in jasen stržen, na katerega se potem lepijo te stvari, ki ga naredijo tudi tako zelo človeškega in zapomljivega. Bi še kdo kaj vprašal, dodal? Ja.
Bi midve morale še kaj dodati, Natalija? Jaz zelo priporočam tudi tisti prvi celovečerec istega režiserja, se pravi Najsrečnejši dan Olija. v življenju Olija Mekija. Ker čeprav je film postavljen v drugo časovno obdobje, je spet film, ki je pač globoko zastavljen v preteklost in je tudi film, ki v bistvu izhaja iz nekih junakov, ki jim zelo radi pripišemo neke stereotipne lastnosti. V tem primeru je to boksar, ki se pripravlja na zelo pomembno tekmo, hkrati pa v bistvu režiserju uspe na nek tak zelo topel način raziskati emocionalno plat tega boksarja in tudi v bistvu problematizirati osnovno premiso, se pravi, kaj bo ta najsrečnejši dan v življenju Olija Mekija. Ali bo to pač soočenje oziroma tekma in njen izid, ali bo to kaj drugega. Več pa ne bi pokvarjala na začetku. No, meni se zdi še nekaj pomembno, ne, zdaj, ko sem vas poslušala, da pa prej, ko je gospa Irena govorila, ne, ko gledamo ali filme, ko beremo knjige, najdeš seveda neke stične točke, kaj se meni pri Fincih, a ne pri literaturi všeč, humor ali pa tako pač, kakšne stvari so mi zelo domače, se mi zdi, da smo si podobni. In zdaj ne vem, a ne, kako v Rusiji bi gledali ta film, a ne, tega pač ne vem, ampak hkrati je tako, kar se mi zdi, lahko vidimo, da na nek način smo pač vsi ljudje, a ne, in da gre za, da smo lahko, da smo si zelo podobni, no, in po potrebah, in po stikih, in po strahovih, in skratka, da ravno ne vem, umetnost ali pa film ali pa karkoli, če lahko pravzaprav govori o teh stvareh, da kaj je zares pomembno in kje smo lahko skupaj, a ne? In kaj je tisto, kar nas žene, no? Da bi nekako zaživeli bolje. No? Tako nekako. Tako da hvala lepa, živa mi že maha. Res se vam zahvaljujem, Natalija, a ne, za tale vaš del. Vam, da ste prišli, a ne, vsem, ki ste se oglasili k besedi, in se kmalu vidimo ob ogledu naslednjega filma. Hvala lepa. Hvala tudi z moje strani.